David Urankar je človek mnogih talentov, ki ga ni treba posebej predstavljati. Videli ste ga v oglasih, poslušate ga lahko v podcastih, v oddaji Avtomobilnost vam je razložil vse o jeklenih koničkih, kot športnik je zastopal našo državo in v oddaji Dobro jutro vas pozdravi enkrat na teden ob jutranji kavi. Nedavno je celo igral v nagrajenem nizozemskem filmu. David Urankar, pozdravljen v podcastu. Živijo, kakšna lepa napoved. Hvala. Vesel sem, da sem dobil vabilo v podcast, tako da Igor mi, da se poznava že vrsto let in ponovadi ti prideš k meni na obisk, ko je treba kaj povedati o filmih, o kakšnih velikih festivalih, no zdaj pa imam to čas, da sem jaz pri tebi v studiu. Tako da hvala za vabilo. Ja, lepo te je videti. Naj začnem s vprašanjem, ki me zmeraj zanimalo. Kako človek pravzaprav vstopi v svet manekenstva? Pri meni je šlo to zelo spontano. Se pravi, jaz sem v tistem času, bom rekel, da kar živel za atletko. Teku 400 vere, tudi za reprezentanco, tako kot si omenil. In v bistvu v eni fazi je prišla ta ponudba oziroma sem začel malo več delati tudi v modelingu. In nikoli nisem bil pa človek, ki bi zaprl vrata, ki bi rekel, ok, samo na eno stvar se moram fokusirati. Všeč mi je, če imam malo več stvari, kar me včasih tudi tepe, še posebej zdaj, ko se veš, pol pridejo še otroci, pa še druge obveznosti v življenju, ker si študent je malo lažji. No? Si lahko malo bolj naložiš to košaro, ki jo neseš čez življenje. In pol v bistvu vse se je začel zelo smešen, veš, to je bilo ena sošolka, je delala fotostrip pri Smrkli. Ja, tega se še spomnim. In mi je skozi govorila, dej David, ti bi bil pa ta prav, pa sem bil jaz, dej nehi, no. Pa sta se pa enkrat z enim sošolcem pogovarjala, pa jaz ujamem, da je to plačan fotostrip, ne. In se veš, takrat, ko si srednješolc, vsak evro, oziroma takrat so bili še tolari, prav pride. No in v glavnem sem rekel ja, in takrat je fotograf Urban Modic naredil še par ekstra fotk, ki so jih pol še dodatno odkupili in tako sem že kar začel nek portfelj delati, veš. Pol je pa hiter prišel, mislim, da koledar za eno znamko za preparate za lase, pol smo ene srajce fotkali in pol kar naenkrat me je vzela agencija in pol je prišla ponudba iz Milana, veš, tako zelo step by step. Nikoli nisem pa tako, vedno mi je bilo kot nek vir dodatnega zaslužka, ne moram pa reči, da nisem užival v tem, no? Da vedno so mi bile kamere, objektivi, tako filmski kot fotografski so mi bili blizu. No? Kakšne dodatne kvalifikacije pa so potrebne za listco? Dobro, veš kaj, to je bolj, kad si slečen, bolj moraš biti fit. Tako da, ok, razen če delaš recimo za modo za močnejše, zdaj tudi ta segment kar dobro pokrit, tako da, ampak zdaj v tisti fazi, jaz se spomnim, pa ne sam listce, tudi tam še posebej v Milanu je konkurenca res huda. Tam se velikrat vprašaš, ko dobiš ta od agencije, na katere castinge moraš iti, se pravi, na katere izbore, in ti prideš tja, in recimo je, ne vem, neka ulica, številka 15, vrsta se pa že začne pri hišni številki 10, pa gledaš, sem jaz prav, in pol pogledaš za vogal in vidiš, da se ta vrsta še kar vije, do vhoda, in tam so vsi fantje, ki so dobili ta upoklic na casting, na izbor, približno isti, če bi takole stopil 2 koraka nazaj, bi bili vsi od 1,80 do 1,90 m, temnih las, temnih oči in atletske postave. In pol, če imaš malo slabšo samozavest, mislim, meni se je tudi že zgodilo, da sem tam videl par znanih imen iz sveta mode, kaj jaz kle delam, zakaj bi nekdo mene. Pol pa na koncu vidiš, da veš, tako kot režiserji pri filmih, tudi recimo pri reklamah, tisti, ki izbirajo, pač iščejo neki, mogoče eno energijo, mogoče neki drugač, da ni skozi isto. No. In
Lej, zdaj sem že pozabil, kaj sem sploh vprašal, ker sem tako napletel to. Ampak tele ulice, kjer so vrste mladeničev, morajo biti zelo popularne med lokalnimi mamicami, ki hodijo na sprehod. Veš kaj, jaz sem že razmišljal, bi lahko, ker včasih čakaš res 2 do 3 ure. Bi lahko že kakšen kombi prišel pa začel vodo prodajati, ali pa kakšne prigrizke lihne, kam modeli načnejo. Spomnil sem se, kaj si me vprašal, kakšne kvalifikacije moraš imeti. V bistvu je zelo tako, da mislim, da za punce je še težje biti v tem svetu mode. Pri fantih se dovolj, da imaš malo več, da nisi čist sheran po domač rečen. Čeprav tudi od znamke do znamke odvisno. So preference nekaterih vodilnih mož neke znamke, da pač izgledajo ljudje kot, grdo rečeno, bešalniki. Zdaj eni imajo pa rajš, da imaš pa zdaj ti tukaj, ne vem, mlade ali manj mlade ljudi, ki imajo, rečemo temu, zdravo postavo. Kaj pa mišice, ker v Hollywoodu recimo je zdaj zadnjih 10 let eksplozija ene ogromne mišične mase, ki jo samo steroidi lahko v bistvu dosežeš. Kak je pa to je Amerika prinesla. Minus je to, da se pol uporablja kakšne nedovoljene stvari, pa da je tega res, da vidiš, da je preveč, da pač to niso neke naravne prsne mišice ali pa six-packi, da je to prišlo z nekim laboratorijskim pripomočkom. Plusi so pa definitivno to, da so Američani začeli malo bolj ta tako imenovan fitness modeling, kjer so ljudje lahko mišičasti in postavni, kjer ni vse to, kar je prišlo prej iz Londona, Pariza, Milana, kjer je bilo res, za moje mnenje, presuho vse skupaj. Tako da to je definitivno bonus. In recimo, spet je pa od znamke do znamke, zdaj jih ne bi lih izpostavljal, ampak recimo, kakšna znamka spodnjega perila boš tudi ti, ko boš šel kupovati zase, videl, na škateljcah so izrazito mišičasti modeli. Pol je pa kakšna druga, pa niso toliko mišičasti, kot so suhi, tako kitasti, pač ne. Tako, in je različni pristopi in se mi zdi, da to je tudi po eni strani prav, da imajo te diverzitete, da ni vse isto. Koliko pa je resnice o glamurju na modnih pistah? Če denimo vklopimo Fashion TV, vidimo bliskavice, eksotične lokacije, šampanjec. Kakšna pa je tak dejanska izkušnja iz središča tega cirkusa? Ti veš kaj, jaz fashion showov res veliko nisem delal, ker mi manjka par centimetrov. Ampak tisto, kar sem pa jih ene par naredil, in to, kar vidiš na fashion showu, to, kar je na koncu, ko sedijo Kanye Westi in Kimi Kardashiani, ki tam v prvi vrsti in se vsi fotkajo, vse se blešči in modeli hodijo v vsem svojem blišču po modni pisti, to je zgolj delček tistega. Ponovadi je fashion show tako, da ti prideš, ne vem, ob 6-7 zjutraj tja, kot vsi drugi modeli, tako z avtobusom te pripeljejo in pol sledi pomerjanje, make-up in ful enega čakanja. Tako da do, ne vem, 7 zvečer, ko je modna revija, je večina že povsem naveličanih. Pa ješ dejansko kaj vmes? Mislim, glede na striktne dietne... Sej to, večinoma ne. Mislim, večina ljudi tam v Milanu, takrat, ko je Fashion Week, niti ne je. Poj pa še druga stvar, če ti sploh kdo ponudi kaj za jest, ker ni pa lih, da bi pa ti vmes, ko čakaš, da bi se šel pa malo po Milanu sprehoditi. To si pa tudi oni ne želijo, ponovadi imaš tudi, ne vem, že kakšen heavy make-up, kakšne čevlje, v katerih ne smeš hoditi več kot unih par korakov po to. Tako da je zelo tako. Plus to, da recimo tam v backstageu je pač vse veš, to je tako, kot ena odlagalnica, vsak pride s svojimi cunjami, tam vsak ima svoj stender, ali pa sploh ne, je vse na enem, kjer visijo te cunje in pol, ko se vmes med šovom preoblačeš, ti pač dobivaš komolce od povsod, ker nekdo drug se mora tudi preobleči v tem kratkem času, preden je naslednji izhod. Tako da je zelo velikega kaosa, ki se pa ne vidi pol, ko naenkrat greš na modno pisto, pa je tista huda muska pa fotoobjektivi. Kakšna pa razlika med Ljubljanskim tednom mode pa Milanom ali pa Dunajem? Predvsem se mi zdi, da predvsem v tradiciji. Tako kot recimo festival slovenskega filma,
ali pa Enkan ali pa Benetke. Ja. Tle se vidi, da je res, da celo mesto živi, pa ne tisti teden, ko je, ampak že par tednov prej. Veš, da recimo tudi modeli iz celega sveta pridajo, oblikovalci iz celega sveta pridajo tja, se začnejo že v bistvu te dogodki pred samim dogodkom, ne, kjer se cela industrija sreča, neki sestanki, briefingi, kolaboracije in podobne stvari. In to je to, ne, ko neki na tem nivoju furaš toliko časa, pol vidiš, da dejansko pač cela industrija živi. Ne. Veš, tudi recimo zaradi tega, ker pač pri nas je nekaj časa bil, nekaj časa ga ni bilo, teden mode, pol kar naenkrat pač zginajo recimo kakšne stvari, ki so zelo pomembne v tem svetu, recimo modne agencije, ki praktično so v eni fazi pri nas kar ponikali. Ne. In ta odnos do dela, ne. Odnos do modelov, odnos do manekenov, ta tudi plačilni v tem pogledu. No. Ja. No, predvsem pa, koliko vem, si razlagam, to je za skoraj bolj sindikalni odnos, kako deluje, kakšne pravice imaš ti v tujini, se razlikuje od tega, kak je to pri nas, kaj je bolj prekerna narava. Ne? Ja, v tujini je to zato res dobro poskrbljeno. Ne. Tudi recimo ti imaš neko agencijo, kjer veš, da je tvoja glavna agencija, pol pa recimo prek nje imaš še neke druge, po drugih mogoče mestih ali pa državah, ampak še vedno imaš pa ta mother agency, ki pač skrbi zate, ampak ne sam skrbi na ta način, da reče, David, ti moš iti pa tja snemati, ampak da recimo čez 1 leto pokliče pa reče, David, oni, ne vem, neka firma hoče odkupiti pravice za neko fotko, ki je nastala 5 let nazaj, a je tebi ta znesek v redu, ne? Veš, ka pri nas pa načeloma, ko enkrat nekaj narediš, mislim, se mi je že zgodilo, da se je pol nek material uporabljal še 5 let pol, pa nihče ni najdu pogodbe. Ne. Tako da moraš biti sam res zelo skrben, pa veliko se dela pri nas direktno. Ne. Zdaj to je te plusi minusi majhnega trga. Ne. Ja. Biš več celoten znesek, ampak nimaš nekoga, ki bi se za tebe... Pa se mi zdi, da Slovenci smo tako, da rajšem benmu ne daš procentov, ne. Kar je narobe, ne. Kar na koncu vidiš recimo, še posebej v Parizu, so neverjetni procenti. Ne vem, agencija od začetka ti vzame več kot 50%. Ne. Ampak ti pa zrihta take službe, ne, taka dela, kjer se pa rečeš, ok, to se mi pa ful splača. Ne. Ja. Saj pol, ko delaš več, ko delaš bolj, se te procenti nižajo, tako da pol enkrat prideš na tam 20-15% tega fija od agencije. Mladosti si bil tudi športnik, državni reprezentant v bobu in atletiki. Kako bi pa primerjal količino truda, ki ga moraš vložiti v vzdrževanje kondicije pri atletiki ali pa pri manekenstvu? Koliko je tu enega treninga? Ja, veš kaj, pri atletiki je bolj ta funkcionalna moč. Ne? Se pravi, tako sem imel srečo, da v bistvu sem treniral atletiko, kjer pač ti dobiš to atletsko telo, brez da bi se prav zares trudil imeti atletsko telo. Ja. Veš, tako, kar je zelo tako smešno se sliši zdaj. In s tem sem imel dober štart v modelingu. Ne. Čimer, mislim, važno je pa sama, veš, koliko si ti eksploziven, koliko si hiter, kakšen reakcijski čas imaš, pač kako te mišice reagirajo, ne vem, ko greš teč na 100 metrov ali pa ko greš skakati v daljino. Dočimer pri modelingu je pa tako, da moraš biti pa fit, okay, ampak lahko si pa tudi sam sherana. Ne? A veš, ni zdaj tukaj, da bi pa nekdo rekel, ne vem, na castingu zdaj pa ti naredi 50 sklec. Pa če jih ne boš naredil, ne boš dobil tega joba. Ne? Oni pogledajo in pol recimo, če si, ne vem, če si v redu grajen, sej malo moraš imeti tonusa, ne? Da ne zgleda vse preveč tako, ampak ni pa dejansko, bolj gledam na to, drug ekstrem je bodybuilding, ne? Kjer ti v bistvu gradiš svoje telo ne zaradi tega, da bi zdaj dvigoval velike uteži, čeprav bodybuilderi dvigujejo dejansko veliko, ampak bolj zato, da pač neka mišica bolj izstop kot druge in pol to estetično bolj zgleda. Ja. Aha. No, ampak vseeno, če
dobiš to manekensko telo z veliko vadbe, si tudi več lačen in potem je... A to je res? Ja, več je. Najbrž problem ampak najbrž problem potem na teh dogodkih, kjer te nihče ne nahrani. Ja, jaz recimo sem imel eno tako zanimivo anekdoto, en mojih prvih jobov v Milanu za ful znano blagovno znamko, tako zelo premium, in so me izbrali za modno revijo in mi gremo tja, v bistvu to se je vse dogajalo v njihovi neki veliki hali in nas pride par modelov in vsak dobi svoj kupček oblek. In jaz grem se preobleč, hlače dol, one hlače njihove začnem gor vleč, ne? In že čez meča so šla tako težko in pol pridem lih komi čez kolen, ne? In pogledam unga ta drugega modela in mu pokažem, da ne gre in on pa potegam gor, ne morem. In pa v bistvu dam te hlače dol in grem do te, ki je bila takrat zadolžena za nas, ne, do you have something bigger, ne, pa skuza, da vide. In sem lahko pobral svoje stvari in sem šel, ne. In ja, takrat me je moram reči, kar zamorili. Jaz sem imel pa pač ta šprinterska stegna, veš, ki so pa bila funkcionalna, mislim, jaz sem lahko skočil čez obroča, ne, sam nisem mogel pa na tisto modno revijo. Ja. Tako da, vidiš, ne. Plusi pa minusi. Zdaj kot filmski kritik moram seveda vprašati o navezavi med Bobom pa atletiko, ki jo je kultni. Komedija Ledene steze o jamajški Bob ekipi izpostavlja, ali drži, da tek na kratke proge prinaša prednost? Ja, definitivno. Ja. Ne, Bob je šport, kjer je vse v eksplozivnosti. Se pravi, tudi recimo v drugih ekipah večinoma se išče šprinterje, v Ameriki igralce ameriškega nogometa, zelo eksplozivne. Tudi kakšni metalci diska, kopja, kugle, to so fantje, ki so izrazito eksplozivni, plus to, da imajo dost mase. Gre hitreje, ja. Saj veš, kako je, pač navzdol, ne, pač po ledeni stezi z relativno majhnim tem uporom na drsalkah, večja teža pomeni bonus. Saj zato pa je recimo posadka v Bobu je navzgor omejena po kilažah. Se pravi, ti ne smeš preseči, mislim, da je v 640 kg. In pol stehtaš koliko Bob, koliko je Bob in koliko je vsa posadka s čeladami in vsem. Ne? In pol recimo, če nimaš te teže, dajo uteži v Bob, ne? Zato, da pač dosežeš to težo. Okay. Ampak pol, če daš uteži v Bob, imaš pa problem pri tem, da je pa treba te uteži potisniti na začetku. Ne? Kar je lažje, da pol sabo neseš te uteži, kot pa da jih imaš noter v Bobu. Tle je ta logika zadnji. Zanimivo. S katerim športom pa se danes kot rekreativec največ ukvarjaš? Bob najbrž ni. Ne, Bob ne, čeprav veš, da vsakič, ko začne zunaj malo bolj hladno ratvati, pa ko pride prvi let, pa sneg, jaz prav imam par noči, ko sanjam Bob steze. In dejansko sanjam, da vozim in vse ovinke, tako prav realno, veš. Danes je bila Cezana, jutri bo Sant Moritz, tako še vedno jih znam na pamet. Ampak dejansko pa, veš kaj, vozim se veliko s kolesom, ampak bolj ali manj uspešno. Pol tečem, pa zelo rad igram košarko. No. Košarka je moja prva športna ljubezen. Sem jo igral do sredine srednje šole. Rekreativno pa jo pa že skozi igram. No. In imam par ekipc, kjer se dobimo enkrat do dvakrat na teden in pol špilamo. In to je to. Ja. Cool. V televizijski svet si vstopil kot tako imenovan lep obraz, ko si v oddaji Loto žrebal številke. Koliko truda je dejansko potrebnega za nekaj tak preprostega in kako se ti je uspelo iz te točke prebiti naprej, ker te najverjetneje niso posebej resno jemali? Ja, sej to je tudi, veš, tudi ena izmed teh sekcij, danes se ful ponavljam, teh dobrih pa slabih, ne? Ker v bistvu, ko prideš kot maneken v en svet televizije ali pa filma, te malo podcenjujejo, kar je včasih lahko bonus. No? Se pravi, če nekam prideš, veš, in te malo tako gledajo, ne samo, da tebe motivira, kot nekoga, ki pride od zunaj pa to začuti, ampak
tudi pač se mi zdi, da lahko to priložnost malo bolj izkoristiš. Jaz v bistvu, jaz sem imel srečo, da takrat v bistvu z agencije me je moja ta bukarka, se pravi ta, ki je bila odgovorna za to, da me pripelje, ne vem, na kakšne castinge in to. Pravi David Klicarco z RTV-ja, da imajo audicijo. Pa če imamo mi koga, ki ni sam za foto, ki je tudi za video, pa sem na te pomislila. Pa ne sam name, nas je par šlo takrat na audicijo in takrat sem pol prišel naprej. In smo imeli na RTV-ju, mislim, da tisti, ki smo prišli v finalni izbor, ne vem, koliko nas je bilo točno, 5 ali 7, smo imeli prav tako resno izobraževanje. Izobraževalne središče na RTV-ju je res eden od biserov tega javne hiše in dejansko sem imel sproščenost in prezenco, govorne vaje, govorna artikulacija, slovnico, pa kaj sem še imel, poudarjeno branje besedil. Tako, to je bilo 5 tečajev, po uro pa pol, tako da to mi je vzel na teden, mislim, tako, veliko faksov nima toliko v enem tednu, kolikor smo imeli mi, in to pol leta. Wow. In pol leta so bili valjda še neki testi pred kamero in podobne stvari, in pol so mene, takrat je Tanja Zajc, urednica, no saj še zdaj teh loterijskih vsebin, ampak takrat je bilo veliko enih loterijskih oddaj, kar je super platforma za mlade obraze. Zato, ker je, veš, to ni kompleksna oddaja. Se pravi, ti, ko gledaš loto, ali pa takrat v mojem primeru žrebanje deteljice, ne, je v bistvu en uvod, se pravi 2 stavka, ko poveš, lepo pozdravljeni v 32. krogu žrebanja, kako ste, pa začnimo. Ne? In pol je v bistvu ta glavna stvar, ki jo ljudje gledajo, pač ta vsebina, te žogice. Cifre, ne? Pač ti jih ne zanimaš, kar pomeni, da ni toliko pritiska na te, kot recimo, ne vem, zdajle na naju, ki mora dati neko vsebino, ti moraš dati vprašanje, jaz moram dati odgovore, ki bojo kakor toliko smiselni, če bojo. In pol na koncu rečeš, ne, imamo dobitnika, poveš to in rečeš, hvala lepa, se vidimo naslednjič. In je v bistvu zelo dobro, ker tako se moraš pripraviti, tako greš čez cel proces tega snemanja in čez vso to tremo, ki jo pa ne moreš drugače prebrodati, kakor da se vsak dan ali pa tedensko z njo soočaš in pol se s tem na nek način nabildaš. No, tako da mi je žal, da ni več toliko takih krajših oddaj, ki bi lahko, veš, na nek način peljale vse te ta mlade, ki, veš, velikrat kdo dobi kakšno oddajo, ki vidiš, da ni ready, ampak ni on kriv, velikrat, veš, uredniki prehiter nekoga, ima ta pravo energijo, dobro izgleda, odlično govori, ampak to še ne pomeni, veš, da si ti takoj že za na oder ali pa takoj že za noter. Rabiš kilometrino, kako pa si potem naprej prišel do dobro jutro, avtomobilnosti, kako si prepričal, ne bi samo številko bračal, mislim, si pač prijaviš na razpis? Veš, kako je bilo? Ne, v bistvu je bilo tako, da sem delal loterijske oddaje, ampak po tej fazi okornosti, če pogledaš moje začetne posnetke, to je res smešen. Jaz sem pač, veliko gledaš drugih, kaj delajo in pol probaš ti to narediti in v eni fazi, veš, na začetku ne veš, kaj delati z rokam. To je najbolj. Kaj ne delam z rokam? In pol, tle nismo imeli nobenih listkov, pa nič. In pa sem ugotovil, če se jaz primem za rekalca, je to, sem že nekaj rešil, sam pol je pa tako zgledala. Ena roka je bila tako ob telesu in to je bilo celih 8 minut oddaje, sem bil jaz takole. In pol pač večkrat, ko se gledaš, pač to je nekaj, kar je zelo podobnega iz športa. Se pravi, v športu moraš tudi vsak tek sem gledal, vsako vožnjo z Bobom analiziraš in tega sem se navadil in sem prinesel tudi pač na televizijo in se vedno pogledal, sem rekel, da je pač premaknem malo roke in pa začneš malo premikati, pa s časoma sem začel, veš, dodajati v ta začetek še kakšno šalo, pa pol v konc tudi kaj, pa vmes, ko poveš žogce, ki so številke, daš zraven 17, kot je današnji dan v tednu, ali pa v mesecu, ali pa kaj tacga, tako. In očitno je to opazila Ljerka Bizilj, ki je bila takrat urednica jutranjega programa. In jaz se spomnim, da so se enkrat srečala v dvigalu. In ona pravi, a bi vas zanimali delati na jutru? Sem jaz tako pogledal, veš, tudi
Ja, bi. In to, in je šla ven. Ok. In pa čez kakšen mesec, pa Tanja pravi, a bi ti res delal na jutro? Pa sem jaz rekel, valjda bi. Ker jih zanima. No, in pol sem šel v bistvu čez cel ta proces. Takrat je bilo še tako, veš, pri Lerki je bilo zelo tako by the book. Na začetku si vodil vreme, si montiral, si šel po kakšne kasete v arhiv, si šel po gosta, si ga peljal v studio, veš, tako vse, vrtel trotel boben drugim voditeljem, tako da sem cel spekter tega, kaj potrebuješ za eno dobro oddajo videl, kar je za nekoga, ki je mlad, super. Veš, mogoče se ti v eni fazi zdi, jaz bi bil pa voditelj. Ampak je zelo prav, da greš čez vse te stvari, zato da vidiš, kaj vse je potrebno, da oddaja funkcionira. No in pol enkrat, ko sem se dosti izkazal, sem lahko že kakšen prispevek za terenski prispevek naredil. Pol pa jaz mislim, da je to lih tako enkrat bilo, ko sem šel v Milano, pa sem se pol vračal nazaj, pa dobim SMS-a, bi ti po novem letu s Katjo Tratnik vodo oddajo. Pa je skozi, wow, bi, ne? Pa veš, da adrenalin je bil pa taka, pri Bobu, ki si na vrhu, pa gledaš novo stezo dol, pa ne veš, kaj te čaka. Tako da in tako sem prišel v oddajo Dobro jutro. Zopet spet nekaj čist po eni taki, veš, naravni poti. Jaz takrat po pravici nisem razmišljal o a veš, tako, ko zdaj slišimo growth hacking, pa kako, kje bi zdaj napredoval, pa kako. Jaz, ko sem šel na televizijo, jaz sem rekel, ok, bomo videli, kaj mi bo to prinesel. Bo ena izkušnja več. In ko sem delal, recimo, Deteljico, pa Loto, mi je bilo to ok. Itak sem imel zraven še šport, itak sem imel zraven še modeling, ampak pol, ko je prišlo Dobro jutro, je bilo pa tako, kot ene vrste ljubezen na prvi pogled, veš. In zgodil se je. Mineva pa tudi desetletje, letos odkar vodiš avtomobilnost. Kaj je bil najboljši avto, katerega si se kdaj usedel in pritisnil na gas? Najboljši avto. Ma ne vem, veš kaj, jaz sem te avtomobile imam res rad. Tako, že od nekdaj. Pol, ko je pa avtomobilnost prišla, je šlo pa to še na višji nivo. Tako da veš, lik z Andrejem sva se brgle za mojim sovoditeljem, sva se zanjič pogovarjala, da v bistvu, če imaš res rad to delo, pol ti je vsak avto, ki pride. Tudi če je sam, ne vem, veš, zdaj so te facelifti, kjer včasih moraš res dobro pogledati, kaj so spremenili. Pa se usedeš noter, pa če rečeš, mislim, ne moreš reči, to je pa za nič avto. Nekaj dobrega mora biti, veš, nekje, veš, eni imajo res pač vozne lastnosti vrhunske, eni imajo, ne vem, zdaj entertainmenti so že na pol, da bi se v kino usedel. Vse tako gre v prihodnost. Mogoče je to v eni fazi tudi nekaj slabega, ker pač bomo več na ekranih zgledati tudi na cesti, kar ni dobro. Veš, tako da vsak avto je nekaj, v kar se na nek način zaljubiš. Ampak, ne vem, Ferrari pa Twingo. Ne, veš kaj, oldtimerji so meni. Oldtimerji so meni res nekaj, kar, ne vem, če bi zdaj mogel izpostaviti, malo kakšni stari te ameriški, veš, ki res zaruhnijo V8, V10 mašine. To je meni tako taka poezija. Ne vem, da bi prav izpostavil znamko, veš, da bi prav rekel, mislim, vozil sem, veš, tudi recimo od enega Italijana, ki je naredil only one, pač nek model, ki je samo en, ki je narejen za v bistvu te ceste, če poznaš milja, to dirko, v bistvu prav pač tako gorsko, hitrostno, nek dirkalnik, ki je blazno, mislim, nor. Ko ga peleš tam čez in to sem imel priložnost peljati, sem rekel, wow, to je pač boljšega za to cesto nisem. Pač to je avto, ki sem stopil ven, me je vse bolel, prepihan sem bil, klime ni, veš, zato so sam neke odprtine, kjer te to.
in ruhni tok, da še pol ure, kaj si rekel? Veš, se deraš na druge ljudi, zato ker imaš ušesa vsa zabasana. Pa ne bi mogel reči, da je pač najboljši kaj, ampak mislim, to je neka specifika. Veš, pa imaš pa od vseh teh Lambotov, Ferrarijev in podobnih stvari, McLarenov, ki jih res, mislim, bi si jih lahko samo želel v garaži. Ampak ne vem, na koncu pa se pa usedeš v enega domačega, pa rečeš, luštan, jezicki so zadnji, gremo smučati, pa ti je spet luštan noter. Tako da, ne vem. Nisem, veš, se mi zdi, da mogoče to pride pol z leti, da nisi več toliko mahnjen na neko eksotiko, ki si bil, ki si kot mulci igral une karte, pa si primeril, koliko je konjev, koliko je hitrosti, koliko je vrat, koliko je porabe, kakšna je cena. Zdaj pa kot poznavalec avtomobilov, kaj meniš o prehodu na elektriko? Kje so prednosti pa slabosti tega? Pa ali bomo torej res v naslednjem desetletju povsem opustili nafto kot pogonsko gorivo? Ja, veš, to je jaz tako. Že na začetku, ko je prišlo to ideja leta 2035, ko ne bomo več, mislim, ko se ne bo več prodajalo avtomobilov na notranje izgorevanje novih, sem bil jaz tako zelo skeptičen, kar se tega tiče. Zato, ker, veš, tako, da ne bo pomote, elektrika je fino. Se pravi, če nam elektriko uspe pridelati iz obnovljivih virov, kar nam še ne, in če uspemo zagotoviti to distribucijo, je fantastično. Zato, ker že v mestih vidimo recimo tista mesta, ki so začela malo omejevati dizel, bencin in imajo tudi avtobuse recimo na plin, recimo zdaj vodik, ne? Vodik je tudi v prihodu na elektriko, a veš, je mikroklima toliko boljša, zrak je toliko boljši, da pač tukaj ni ugovarjanja. Ne? Sam na koncu pa, recimo, dokler bomo mi kurali lignit ali pa nek drug premog iz nekje pripeljali, zato da bomo iz njega delali elektriko, nismo nič naredili. Ne? Plus to, da baterije, a veš, še vedno ne vemo, kaj bo s temi baterijami, že čez 10 let ne vemo, kaj pa še čez 50. Ne? Zdaj razen, če ne bo, to imam idejo za en film, mogoče ti bo zanimiv scenarij, veš, da bomo te baterije nekje skladiščali in jih bo če dali več in pa se bo Elon Musk nekaj, po mojem bi bil ta prav spomnil, da to bi bilo pa dobro pelati na en planet in bi pelali na en planet in planet bi se odkrušil in bi ta del tega planeta preletel na Zemljo, tako kot takrat, ko so bili dinozauri, ne? In bi pač sami sebe na nek način s tem. A veš, mal je tako morbiden scenarij, ampak mogoče bi se ga dal narediti zanimivega. Tako da je pa res, da pač, veš, brez razvoja ni napredka. Električni avtomobili so bili, veš, na začetku, ne? Ko so začenjali biti avtomobili, pustimo une, ko so bili na parni pogon, se je bilo treba odločiti, ali iti v elektriko ali iti v nafto oziroma v bencin. In pol je šlo vse v nafto in bencin. In to smo zdaj razvijali toliko časa, ne? Zdaj pa kar naenkrat pa prihaja pač ta elektrika in pač mogoče električen motor v kombinaciji z vodikom, ne? Ker, a veš, avto na vodikov pogon je v bistvu gre na električno energijo. Je v bistvu do tega dela pogona, pa tega je električen isti, s tem, da vodikov ima še en zalogovnik za vodik, pa zelo laično rečeno še neko mini elektrarno, ki iz tega vodika dela elektriko. Tako da, a veš, če bi na ta način je pa res, da vodik kot plin pa sam po sebi ni najbolj varen. Preprost skladišče. Tako da ne vem, kam to pelje, ampak kaj pa sam način vožnje, prej si razlagal, kako so fajn te V8, kaj pa te elektromotorje? Ma veš kaj, jaz sem očitno tako mal dinozaura, kar se tega tiče. No, jaz res tudi, ko pržgeš kakšen tak avto ali pa recimo motor doma, ki ga imam, ki ga pržgeš, ki mečkan zabrni, veš, ko malo čutiš, to meni že par simptomov gre. Tako da tega recimo pri elektriki ni, je pa res, da veš, imaš pa pospeške, ki so pa neverjetni. Ker recimo gre, veš, vse gre takoj v pogon in imaš recimo pri teh malo bolj premijskih električnih avtomobilih
to je pospešek, ki prehiti marsikaj super športnik, ki je gnan na bencin. Recimo. Tako da, veš, to so pa spet plusi, ampak lej, zvoka ni, vibracij ni. Ne. Jaz sem obratno, jaz imam Priusa, ki omogoča kilometer na baterijo iti in v garaži ga vedno vklopim na baterijo, zato da ne smrdim pač sosedom. In pol vedno, ko pač pritisnem malo bolj na plin, da se vklopi motor, pač Priusom mi je vedno, fajn. Ampak veš, tako, ko si omenil, to, ko sem prej malo začel v mestu, pa recimo v enih urbanih okoljih, je to super. In zaradi same glasnosti, kdo bo poslušal V8, V10 mašine, klele po centru se ganjati sem, pa je brez veze. In kar se tiče tega zraka, se pravi od CO2 do trdih delcev, NOx-ov, in bi bilo v bistvu smotrno bolj gledati, veš, recimo, ta mestna središča, malo bolj zelena narediti, pol pa jaz nisem toliko pristaš tega, da dajmo vse na elektriko, dajmo tovornjake na elektriko, kam bomo pa dali te baterije, Mislim, če jih ne bomo indukcijsko filali, pa še to je treba preveriti, koliko to indukcijsko filanje tudi vpliva na druge stvari, se pravi na zdravje voznika in podobne zadeve. Plus potem imamo še pa traktorje, ki pa sploh ni variante. Se pravi, da mi bi mogli bolj gledati, da ne pač kakšno količino, kakšno energijo dajemo, ampak koliko je porabljamo, pa v kjere namene. Po drugi strani, poglej, glavne onesnaževalce, vse stare oklepnike smo poslali v Ukrajino. A ne? Zdaj kle neka vojna. Zadnjič sem bral, da je ena višja predstavnica Evropske komisije šla z letalom z Dunaja do Budimpešte. Se pravi, to letalo je proizvedlo tok in tok toplogrednih plinov, kjer bi se lahko usedla na vlak in bi bila v 40 minutah tam. Pa potem še pač imaš, križarke, ki grejo ljudje v bistvu v hotel, ki je na vodi, ki porabi toliko energije, kot mesto, zato da se en teden vozijo malo naokrog. To je res, In so v bistvu v hotelu, tako da nimajo neke prav zares. Tako da jaz mislim, da družba bi mogla res začeti gledati, koliko energijo trošimo in na kakšen način. In to bi pol na koncu prišlo do izboljšanja. Pomemben del avtomobilske kulture oziroma vedenja v cestnem prometu je varnost. Pred mesecem dni nekje si utrpel prometno nesrečo s kolesom, ampak vidim, da super okrevaš. A nam lahko zaupaš, kaj se je v bistvu zgodilo? V bistvu zelo neumna prometna nesreča, zato ker je bilo pri nizki hitrosti, se pravi ozka ulica, peljem se po njej in v tistem trenutku pripelje stranske ulice en avto in jaz sem očitno v tistem trenutku zagrabil na obe bremzi in poletel, ampak jaz se spomnim sam tega trenutka, veš, kako je ta avto do mene zapeljal. Res ni bilo velike hitrosti, zato ker pred meno je prej že en avto vozil, res ozka ulica, ležeči policaj, tako da veš, da to neke moran hitrosti ne more biti in je zapeljal noter v to ulico. In jaz zadnja stvar, ki se spomnim, je ta avto, ki je šel proti meni, ni me zbil, ampak to so mi povedali pol, zaradi tega, ker mene očitno že prej odklopil, da sem po bremzu in ba je z glavo naprej letel na asfalt. Tako da še dobro, da trkam, da sem imel čelado. Zato, ker na čeladi so kar rajse. Tudi po moji levi strani obraza jih je malo, se še celam. Komolc imam napokan, ampak moram reči, da gre rehabilitacija zelo dobro. Super. Zelo lepo slišati. Tako da, hvala. Ampak res čelada pa moram reči, da ta recimo fair odnos vseh udeležencev v tej nesreči so takoj poklicali rešilca. Jaz sem bil tudi nezavesten par minut. Pol sem se zbudil v rešilcu in tudi res kapo dol. To, kar imamo včasih zapovedati čez slovensko zdravstvo, mislim, da v takem trenutku, ko se ti zgodi tako, ko se je meni, pa vidiš, da to je bilo vse hipno in vse je štimal in vse gre tako pam. Od slikanja glave, kolen, komolca, oskrbe in podobnih stvari, kako
prijazni in efektivni so res kapo dol, mislim vsemu osebju, no? Od zdravnikov, medicinskih sester do voznikov, rešilcev, to je res štimalno. No, lepo slišati. Pohvala. Ja. Slavko Jerič bi rekel, pohvala na dan. Ja. Kdaj se pa vračaš v Dobro jutro? Tvoje tandemsko vodenje s Špelo Močnik je ena res boljših platitev oddaje. Hvala. Ja, v bistvu že kar začenjam. No? Že kar začenjam ta teden. Okay. Tako da se gledamo na televiziji. Špela je bila zelo zaskrbljena, ko je slišala, da se je to zgodilo, ampak sem rekel, da mi kakšen teden, 2, 3, no zdaj en mesec, da se skupaj sestavim. Tako, od začetka je bilo, tudi zdravniki so mi rekli, zaradi pretresa možganov, čim manj reflektorjev, čim manj branja, čim manj televizije, tako da sem nekaj časa preživel bolj na audio knjigah. Še ena stvar, ki pozabiš, da obstaja, pa nikoli nisem bil človek, ki bi poslušal audio knjige, sem bolj na podcast strani. Ampak zdaj sem jih pa odkril in zdaj pa ne vem, kako se bom spravil dol z audio knjig, ker vedno je neka nova, ki jo moraš dati na slušalke. Ja, to poznam. Med tekom nekateri poslušajo knjige. Ampak po pameti, ja. Zadnje mesece javnost vse bolj razburjajo preštevilni oglasi proizvajalca prehranskih dopolnil Biostile, ki je sicer en največjih prejemnikov glob zaradi zdravstvenega inšpektorata zaradi zavajanja. Gledalci so bili tudi sicer že večkrat so izrazili nezadovoljstvo s temi predolgimi in neprimernimi promocijskimi vsebinami. Ali se ustvarjalci programa na TV Slovenija poskusili ukreniti kaj glede tega? Ja, mi smo... Moram reči, da večkrat opozarjali, da je teh stvari preveč. Še posebej v eni fazi se mi zdi, da smo in televizijci in radijci opozarjali, da je premejhna ločnica med tem, kaj je oglasna oddaja. Ne? Ko vse je posnet v nekem studiu, ki zgleda kot, ne vem, kot studio na RTV-ju. Ne? Ja. In pol človek ne ve, a je to zdaj nekaj, kar je del programa ali je pač oglasna oddaja. Zdaj razumem pa, da mislim, se je tudi drugod po svetu, pač oglasi so nekaj, kar napolnjuje ta naš finančni sistem in pol na koncu, glej, mi kot ustvarjalci, če smo iz tega plačani, moramo pač to vzeti za tako, kot je. Tudi nekdo, ki popravlja pralne stroje, če mu reče šef, da mu bo ne vem kaj napopal gor na kombi, zato ker to je del njegove plače, se ne more kaj dosti pritoževati. Je pa res, da je pa prav, no, da je to pravilno ločen. Konec koncev imamo tudi mi, recimo kot oddaja Avtomobilnost, imamo, če si gledal, ta velik P, ne, kot oglasna vsebina. Kljub temu, da mogoče niso ali pa ni cela oddaja plačana, ali pa recimo ni teh product placementov toliko, ampak že samo zaradi tega, ker imamo govorimo o različnih znamkah in to se že šteje na nek način kot promocijska vsebina. Ne? In to je prav, da pač potrošnik ve, kaj je tisto, kaj je plačano, kaj je pa novinarski prispevek. Ne? Zdaj ti si izpostavil en brand o ne vem, kako ti janežev sirup pomaga pri, ne vem, izkašljevanju, vse ne vem. Ja. A sploh pomaga. Ne vem. Tudi mislim, da oni pri Biostilu ne več. Je pa res, da velikrat tudi berem kakšen časopis, pa ne samo slovenski, tudi tuj, kjer je kakšen članek, ki je zelo, zelo absurdno napisan, kjer takoj že nadaleč vidiš, da je oglasen, pa ni nikjer označena. Ja. No, to sodi med medijsko pismenostjo, da potem razumeš to. Ampak saj imamo mi tudi, službe, ki se s tem ukvarjajo in mislim, da prepoznajo to in tudi oglobijo, v eni fazi opozorijo in oglobijo, kar je seveda prav, ampak nekateri pač zaslužijo pač toliko, da se jim bolj splača plačati kazen. Očitno, ne vem. To je pa pač, se veš, politika vsake firme. Ja. Ena redkih kontroverznih potez, ki si jih imel v svoji karieri, je bila priključitev v ekipi kratkotrajne oddaje Panorama, ki je nastala v času direktorovanja
Uroša Urbanije. In bil si tudi med prvimi, ki je ekipo zapustil. Kaj je v bistvu bilo tam? Cel en kaos, drugi mediji, pa družbeni mediji so dosti poročali o kleših in ne vem, če veš kaj, to je bilo prvič, da sem dejansko bil en del projekta, ki je imel že v samem štartu tak negativen prizvok. Ampak ne zaradi tega, ker če bi pogledal sam, kaj dejansko je bil plan tega. Ne? To je bil pač nek tak, kot imajo na CNN-u newsroom ali pa nekaj podobnega. Pol na koncu je bilo seveda vse malo drugače, tudi zaradi tega, ker pač nismo prišli na ta del, da bi nas sprejemali in kolegi in pač en del javnosti. Ampak takrat recimo, ko je bil meni ta projekt predstavljen na ta način, CNN Newsroom, jaz sem fan tega, tega načina podajanja informacij, kjer se lahko vmes malo pošališ, kjer je informacija, kjer je veliko s terena, kjer bi bila recimo mogoče tudi priložnost vključiti druge kolege, kjer recimo pri Dnevniku in Odmevih imaš zelo omejen čas. Pol imaš pa eno novico, ki ne pride ne sem, ne tja, pa bi lahko prišla k nam. Ampak se pač tole, bili smo v nepravem trenutku, na nepravem času. Meni je bilo zelo žal, da so nas, ožigosali z marsikjerimi imeni in smermi, tudi kar se politike tiče, kar jaz mislim, da ne vem, vsaj od nas, ki smo delali v redakciji, jaz ne bi nikoli nikogar imel za vojaka ene ali druge strani. Tle sem videl, da dejansko je bil to projekt, ki je falil, kar se tiče, ob nepravem času je bil na nepravem mestu. Morda, kar se glavnih ljudi tiče, takrat, ko so ga postavili, so imeli mogoče oni prevelik političen nahrbtnik še odprej in je tudi zaradi tega bilo vse skupaj tako, kot ena domina, ki je pol na koncu padla. Jaz sem pol, tako, če te zanima, kako je bilo v redakciji, mi smo se z ostalimi sovoditelji in člani super razumeli. Jaz mislim, da tudi vsi, zelo velika večina jih še vedno dela v medijih, zelo velikih je še vedno na televiziji, delajo super prispevke tudi in za Dnevnik in za Odmeve in podobne stvari. Tako da, pač se veš, kako je. Tisti na koncu, ki bojo pokazali neko kvaliteto, na koncu tudi vzdržljivost, trdo kožo, kar v medijih seveda moraš imeti, bojo lahko še dolg časa tukaj delali. Je pa res, da je pa težko bilo delati v tistem času. Težko. Veliko so govorili o tem, da ne vem, kdo vse pritiska na nas, ampak največ pritiska je bilo z druge strani, ki si nas ni želela na televiziji. No. Ampak, to je stvar, ki je zdaj zaključena, brez veze razlivati črnila na to temo. Jaz ti pa moram povedati, da sem se pa iz tega neizmerno veliko naučil. Predvsem to, da nikoli več poročati o čimerkoli, kar ima veze s politiko. Tako da mene ne boš videl voditi Dnevnika, Odmeval, kakršne koli, upam, da se nam ugriznil jezik. Zarečenega kruha se največ poje, ampak ne, tako mi je dal en tak dober uvid vse skupaj, da ko pa prideš na ta nivo, ko se začne oddaja dotikati tudi politike, pol je pa, kljub temu, da si želiš biti nevtralen, ne. Veliko razgretih glav, povsod okrog. Veliko in vsi iščejo nekoga, na katerega bojo lahko usmerili svoj prst, pa bi se mogoče lahko ukvarjali tudi s čim drugim. Kmalu te bomo lahko videli v stranski vlogi nagrajenega nizozemskega filma Alfa, ki je bil posnet tudi na Pokljuki, če se ne motim. Kaj nam lahko poveš o tem filmu, kdaj ga bomo lahko videli in ali to pomeni, da stopaš v igralske vode? Kaj lahko povem? Jaz filma po predspodnja še nisem videl. Igram zelo majhno vlogo.
To me moja agentka me je klicala, David, en film se snema, veliko se je snemalo v Sloveniji, jaz sem snemal na italijanski strani Kanina, svoj del in sem rekel, ja, seveda, zakaj pa ne, nova taka priložnost, veš, vedno pride zraven tudi adrenalin, tako se veš malo tisti metuljčki v trebuhu, bereš scenarij, se pripravljaš, tako, res je super, nove ljudi spoznaš in tudi ekipa je fantastična. To je nizozemsko, švicarsko, slovenska koprodukcija. In Alfa je imela ravno poleti premiero v Benetkah na Beneškem filmskem festivalu, tam je dobila tudi nagrado in midva z Ajdo bi morala iti tja na premiero. Meni so pisali z produkcije, David, vabljena na premiero, vse je bilo že zorganiziran, hotel, fotografi, rdeča preproga, druženje z ekipo, no in pa se pa meni zgodil ta padec s kolesom. Ampak ja, kolikrat v življenju pa človek lahko pričakuje premiero na Beneškem filmskem festivalu. Tako da, A imaš še potem kakšne druge vloge? Veš, kako je? Delal sem v Sloveniji recimo že par vlog, par manjših vlog tudi v serijah. V dvoje? V dvoje, ja, šef. Tako da še ene par manjših filmov ali pa kakšnih teh študijskih produkcij. Tako da dejansko, veš, da na začetku me je igralstvo ful pritegnilo. Tako, se mi zdi, da ko sem bil mlajši, sem si zelo želel tega. Zdaj pa mogoče si ne želim več toliko, ampak vseeno dobim pa kakšno vlogco sem pa eno. Tako da mogoče je to ta prav recept, veš, da se ti začne odpirati takrat, ko si teh stvari ne želiš toliko zelo. Ne, zelo tako odprt sem, kar se tega tiče. Tudi vmes sem naredil ene par teh tečajev, acting classes, tudi pri ene parih teh bolj znanih casting direktorjih, recimo Nancy Bishop. In se mi zdi, da mi je pomagal. Jaz sem to šel delati bolj zato, ker veliko tudi igram, se veš, kakšna igra v glasih, ki so na nek način že kar včasih celo miniserije. In so mi ene parkrat rekali, tole recimo, kakšen kolega mi je rekel, jaz sem šel pa je ful dober in pa sem jaz kakšno knjigo prebral, šel na kakšen tečaj in res vidiš, da bolj razumeš, ne vem, režiserja, ki ti reče, zdaj moš pa to emocijo odigrati, ki ti reče, zdaj se malo bolj ali pa zdaj pa malo manj dej za tole, ali pa zdaj dej pa malo več, tako, kot prej niti ne veš več česa, vesel si, ok, malo več mi dej, več? Bolj na glas, ne? Tako da, ja. To, mislim, se mi zdi super naložba, pa zelo dobro gre skupina. Pravi, veš, televizija, mislim, moraš se navaditi, ne, da prodaj se, veš, večino časa gledamo v kamere, tukaj pa ne smeš. Pri filmu se pa ne sme pogledati v kamero. Moraš dati pa za rundo, če pogledaš v objektiv. David Urankar, hvala za pogovor in veliko uspehov še naprej. Hvala enako in se vidva. Ja, sirene.